Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Upamo, da ste v senci ali v hlajenem prostoru. Veseli smo, da ste znova v naši družbi. To je Večerje zjutraj, prvi dnevni informativni podcast v Sloveniji, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je četrtek, 26. juni 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Zaradi rekordnih temperatur in vse pogostejših vročinskih valov se vse več Slovencev odloča za nakup klimatske naprave. Monterji so zasedeni do jeseni, cene rastejo, elektrika pa ni poceni. Psihologinja Katarina Veselko v intervjuju za Večer. Pogosto gremo na dopust s kavčkom pričakovanj, potem pa trčimo ob realnost. Korošec, ki je premagal Ram, dirko preko Amerike, rit se mora zaceliti, nisem pa ubit. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Povpraševanje po klimatskih napravah se v začetku poletja močno poveča. So nam v dneh, ko so se temperature po večjem delu Slovenije povzpele krepko nad 30 stopinj Celzija, pojasnili v trgovini Big Bang v Mariboru. Ob temperaturah nad 30 stopinj Celzija je povpraševanje po klimatskih napravah eksplodiralo. Monterji so do jeseni že polno zasedeni, kupci pa pogosto ugotovijo, da sam svoj mojster ni vedno najcenejša izbira. A nižja nakupna cena še ne pomeni nizke porabe. Ključno je, kako in s čim hladimo. V današnjem večeru o tem piše novinarka Sanja Verovnik. Sanja, zdravo. Zdravo, lepo pozdravljen. Kako se hladiš te dni? Vroče je, doma imam klimatsko napravo, ampak včasih tudi klimatska naprava preveč hladi, tako da spet ni prav, ampak definitivno v teh vročih dneh in vroči dnevi še bodo kar vztrajali, potrebujemo osvežitev. Sanja, greva na temo, ki si jo pripravila v današnjem večeru. Sicer zelo splošno vprašanje, ampak ja, zakaj se povpraševanje po klimatskih napravah močno poveča ob začetku poletja? V bistvu, ker Slovenci radi čakamo tik pred zdajci in ko se pač povzpnejo temperature, smo v šoku, zakaj pa nismo že naročili prej klimatske naprave, in potem hitijo v trgovine in potem ni montaže, ker so vsi montažeri zasedeni, in potem iščejo neke alternativne rešitve, to so ventilatorji, prenosne klime, in potem ugotovijo, da to vse seveda ne pomaga. Tako da tudi prodajalci, ki smo se pogovarjali, pravijo, da povpraševanje po klimatskih napravah v začetku poletja, ko res stisne, torej ko se temperature dvignejo, zelo strmo narašča, in potem ljudje, ki kupujejo te ventilatorje, vedno že jeseni ali pa naslednjo pomlad pridejo nazaj in kupijo pravo klimatsko napravo. Kolikšni pa so stroški nakupa in montaže klimatske naprave? Zelo različni. Torej, cene klimatskih naprav, kolikor sem jaz malo analizirala trg, se gibljajo približno od 300 do 2000 evrov, seveda vse odvisno od znamke, moči, energetskega razreda. Ampak zavedati se je treba, da za malo denarja včasih tudi ni kvaliteta ali pa klimatska naprava ne deluje tako, kot bi morala. Torej, ker je njena moč primerna samo za enosobno stanovanje, pa imamo doma na primer 3 sobe in se jih ne hladi v tem primeru tako, kot bi moralo. Medtem ko cena montaže se začne nekje pri 200 evrih, če imate srečo. Skupni znesek, koliko bo montaža stala, je pa ponavadi odvisen tudi od števila notranjih enot, ker večje stanovanje imate, potem ne morete hladiti samo za eno enoto, ampak potrebujete 2, in pa seveda tudi od zahtevnosti prostora, pravijo montažerji. Veliko se v zadnjih letih pogovarjamo o energiji. Zakaj inverterske klimatske naprave veljajo za bolj varčne? Ja, tu smo vprašali torej energetskega strokovnjaka, svetovalca Sveta, in sicer on je povedal, da inverterska klimatska naprava z močjo 3 kW porabi približno 25% manj električne energije kot neinverterska z enako močjo, kar je seveda razlika. To seveda pomeni nižje mesečne stroške, zlasti če klimo uporabljamo dlje časa, to pomeni več ur na dan. Zdaj, če malo poenostaviš, prosim, kolikšna je poraba električne energije in s tem strošek
hlajenja s klimatsko napravo? Ja, tu smo se malo poigrali s številkami, ker izračun je pač zelo zanimiv. Klimatska naprava z močjo 3 kW, to je taka povprečna klimatska naprava, ki je na trgu, ki zadostuje za neko stanovanje in ki deluje 8 ur dnevno, to je ta priporočeno število ur, da se stanovanje ohladi, porabi okoli 24 kWh elektrike. O povprečni ceni nič 166 € na kilovat, znaša dnevni strošek približno 4 €, kar lahko mesečno preseže tudi strošek 100 €, če se uporablja klimatska naprava. Pogosto, nepravilno, neustrezno. Kako lahko gospodinjstva zmanjšajo potrebo po hlajenju prostorov? Obstajajo kakšne druge možnosti? Tudi to smo vprašali energetskega svetovalca in je rekel, da je možnosti veliko. Z učinkovitim zunanjim senčenjem, rulete, žaluzije do tal, potem zmanjšanje notranjih virov toplote, naprimer kuhanje izven ur, ko je najbolj vroče. In pa blazno veliko ljudi naredi eno napako, da okna odpirajo čez dan, ko je najbolj vroče. To se ne sme početi, ampak je najboljše prezračevanje po noči in pa zgodaj zjutraj. Kakšna je povezava med klimatskimi napravami in sončno elektrarno? Teh imajo Slovenci vse več. Ja, energetski svetovalci pravijo, da je to zelo priporočljivo, da se imajo klimatske naprave in sončna elektrarna približno tako radi kot toplotna črpalka in sončna elektrarna, kajti klimatske naprave so idealni porabniki sončne elektrike, saj obe delujeta najbolj intenzivno poleti. To pa povečuje smiselnost naložbe v sončno elektrarno, še posebej pri manjših sistemih, kot so na primer balkonske elektrarne, kar je tudi že opaziti v Sloveniji, da se zanje odločajo uporabniki. Ok, seveda podrobnosti v članku na Večerovi spletni strani in današnjem tiskanem Večeru. Seveda pa vsem priporočamo, luftajte po noči, ko temperature nekoliko padajo, in se zadržujte v senci, pijte vodo, pazite na vročino. Je tako? Tako je. Hvala, Sanja, tudi tebi želim čim več nižjih temperatur v naslednjih dneh. Enako tudi tebi. Po dnevu državnosti in v času dopustov vas vabimo k branju intervjuja s psihologinjo Katarino Veselko. V pogovoru s psihologinjo smo ob koncu šole in začetku poletja premišljevali, kaj pomeni obdobje oddiha za odrasle in otroke, o pričakovanjih med počitnicami, o izgubljenih skupnostih, ki si jih je danes treba kupovati, in o tem, zakaj vendarle pa tudi v tem pogledu ni kar vse izgubljeno. Med drugim Katarina Veselko razlaga, da je zabloda, da je intimno življenje brez konfliktov dobro življenje. Intimno življenje brez konfliktov ni dobro, saj pomeni, da eden ali obe osebi v tem odnosu ne izražata svojih želja, poudarja sogovornica urednice na Večeru Petra Lesjak Tušek. In še, citiram, pogosto pridemo na dopust s celim kovčkom pričakovanj. Končno bom imel čas zase, prebral knjigo, bom prost, potem pa trčimo ob realnost, ker dopust z otroki ne pomeni, da si prost, pravi Katarina Veselko, ki je tudi mama 3 otrok in ob strokovnih ponudi seveda tudi povsem izkustvene, praktične nasvete, kako naj gradimo nove skupnosti, dobre odnose in vrednote, ki štejejo in pomenijo. Dirka preko Amerike, RAM, velja za najtežjo kolesarsko preizkušnjo na svetu. Od zahodne do vzhodne obale ZDA, v enem zamahu, z minimalnimi postanki in z nenehnim bojem, z vročino, spancem in lastnimi mejami. Skoraj 5000 km in več kot 50 000 višinskih metrov, čez puščave, planote in ovinke. Letos jo je uspešno prevozil tudi Slovenec Mitja Trost, 44-letnik iz Žerjava. Ko sem prečkal ciljno črto, sem si rekel, končno si naredil nekaj, kar si dolgo želel. 3 leta sem imel to željo, najprej nisem mogel verjeti, da mi je uspelo, je povedal za Večer, ko ga je novinar Nate Strojnik poklical v ZDA, kjer je z ekipo čakal na vkrcanje na letalo. Želja, da se sooči z najbolj brutalnim kolesarskim izzivom na svetu je, zanimivo, prišla še preden si je kupil prvo cestno kolo.
Citiram, pred 3 leti kolesa sploh še nisem imel. Najprej sem se odločil, da bom šel na RAM, šele potem sem si kupil bicikel. Začel sem voziti, trenirati, zadnje leto in pol precej zares, pravi Trost, član športnega društva Oktan, ki je od nekdaj velik športnik. Le da se je pred cestnim kolesarjenjem ukvarjal bolj z gorskim in ekstremnim endurom ter tekmoval na ultratrailih. V pogovoru za Večer Trost govori o krizah, ki so ga spremljale na poti, pa o tem, kako je imel ves čas poti v glavi, da ima doma družino in otroke. To je bil Večerov dnevni podcast Večer je zjutraj 26. junija 2025. Hvala, ker ste bili teh nekaj minut z nami v audio obliki. Seveda vabljeni, da kliknete na vecer.com. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Vabimo vas, da podcast ocenite. Se beremo in slišimo.